Lepo zdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte, in tokrat se je v raziskavi, glede na vaš predlog, znašel Jupiter. Pa dajmo si najprej pogledati, o čem se ta kriptoprojekt sploh gre, in potem bomo po korakih oziroma po segmentih šli in ocenjevali, kakšna investicija dejansko je. In tako imam že pripravljene zapiske tukaj. Jupiter oziroma Jup je decentralizirana platforma za izmenjavo kriptovalut, zgrajena na Solana blockchainu, ki uporabnikom omogoča učinkovito zamenjavo žetonov z minimalnim zdrsom in hitrim izvajanjem transakcij. Poleg tega ponuja različne DeFi produkte, kot so omejena naročila, povprečenje stroškov oziroma DCA, primerjalnik mostov in trgovanje s terminskimi pogodbami. Jup je tudi upravljalni žeton Jupiter DAO, ki skupnosti omogoča sodelovanje pri odločanju o prihodnjem razvoju platforme. No, zdaj, ko smo razkrili, o čem se gre ta kriptoprojekt, torej v bistvu je to decentralizirana menjalnica, dajmo zdaj iti po segmentih in oceniti, kakšna investicija dejansko ta kriptoprojekt je. In seveda v prvem segmentu pregledujemo sam kriptoprojekt in pa njegovo belo knjigo in vpliv na industrijo. In če grem jaz tukaj na njihovo spletno stran, vidimo pač že takoj, da se gre tukaj za menjalnico. Potem imamo tudi tukaj njihovo belo knjigo, če lahko temu tako rečem. Novejši projekti imajo vse več tole linkano na njihove dokse, ampak tukaj pogrešam kar nekaj podatkov, ki jih ponavadi vidimo v beli knjigi. Kot vidimo v teh doksih, se bolj osredotočajo na njihov API. Tako da, kar se tiče prvega segmenta, ja, kar se tiče projekta, je vse skupaj jasno, cilja tudi na realno industrijo, ampak pri beli knjigi malček manjkajo stvari, tako da tukaj dobi 13 točk od vseh možnih 15. Na to imamo drugi segment, ekipa in podpora. Kakšna ekipa stoji za tem projektom in ali je morda že predhodno dobil kakšno podporo? In to je najboljše, da gremo tukaj na spletno stran CryptoRank in tukaj pod tem zavihkom Team dobimo podatke o ekipi. In vidimo, da imamo founderja, Meow, očitno je tole vzdevek, nima LinkedIn profila, potem je co-founder Ben Chao, ta ima LinkedIn profil, in potem je Siong, to je tudi očitno vzdevek, in nima LinkedIn profila. Edini, ki ima LinkedIn profil, je tale Ben Chao. Tako da dajmo kar klikniti tukaj gor, pa pojdimo na to, na njegove izkušnje, in vidimo, da je tudi co-founder pri Meteori, potem Wishwell, seveda Jupiter agregator, in potem je tukaj še Friended, ampak ni pa nekih opisov tega njegovega dela, tako da ne vemo, koliko ima dejansko ekspertiz z blockchainom že odprej in pa ali pa s financami. Poleg tega pa financiranje in podpora, tukaj so imeli očitno predprodajo IDO, preko katere so zbrali 137 milijonov, ni pa podatkov, če je slučajno kakšno bolj znano podjetje v ozadju tegale kriptoprojekta. Tako da za ta drugi segment dobijo 8 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo blockchain in žeton. Kakšna je uporabnost žetona in ali je blockchain upravičen? In ja, seveda, kot smo razkrili tudi že v začetku, že v uvodu tegale videa, blockchain je vsekakor upravičen in tukaj je tudi uporabnost žetona. Tako da tukaj dobijo vseh 10 od
možnih 10 točk. Naprej, naslednji segment je napredek in cilji, kakšen roadmap imajo in kako so dosegali kaj te cilje. In jaz sem sicer našel neko spletno stran z novicami, kjer kar redno objavljajo, ampak to ni njihova uradna spletna stran. Tukaj sicer objavljajo, kaj vse so dosegli, ampak še vedno pogrešam kakšen roadmap s cilji in kako kaj dosegajo tele cilje, oziroma kakšen je napredek pri tehle ciljih. Tako da v tem segmentu napredek in cilji dobijo 3 točke od vseh možnih 5. Potem 5. segment, tehnična analiza. Tukaj si malček pogledamo, kako jim gre kaj cenovno, pa pojdimo kar nazaj na cryptorank.io in na zavihek overview in vidimo tukaj od spodaj imamo graf, pa mu bomo dodali še indikator RSI. In v zadnjem času, moram reči, smo kar precej padali tukaj, tako da trend je v bistvu kar negativen. Tudi tukaj smo izgubili tole zelo pomembno mejo na 50 centih, tako da to je zdaj odporna meja, trend imamo definitivno navzdol z izgubo te meje in smo tako rekoč nekako v odkrivanju cene navzdol. Tudi kar se tiče RSI, nimamo kakšne bikovske divergence, ki bi morda lahko nakazovala na kakšen preobrat. Tako da, kar se tiče tehnične analize, kar slabo kaže, drugače pa ima Jupiter kar precejšen promet, tudi na zelo uglednih menjalnicah. V zadnjih 24 urah je naredil tam nekje 65 milijonov prometa. To je namreč kar precej. Tako da za 5. segment, tehnično analizo, tako dobi le 5 točk od vseh možnih 15. Ja, je kar malo medvedje. In naprej imamo segment, kakšne skupnosti imajo in kakšna je adopcija. In če gremo na njihovo spletno stran in tukaj pod More, vidimo, da imamo tukaj povezave na njihova socialna omrežja. Pa dajmo si pogledati kar Twitter oziroma X po ta novem in vidimo tukaj, da imajo 569 sledilcev, kar je ogromno. Potem tudi imajo Discord. Na Discordu 184,000 sledilcev, tudi zelo velika številka. In kaj še imamo tukaj? Tudi YouTube, da vidimo, koliko imajo naročnikov na YouTubu. 21,000, kar je tudi kar zelo solidna številka. Je pa, kar se tiče adopcije, nisem našel nekih podatkov, da bi bila kakšna znana podjetja za tem. Je pa tukaj sicer kar velika adopcija uporabnikov, tako da to moramo upoštevati. In za ta segment, sentiment, dobijo 8 od vseh možnih 10 točk. In naprej imamo še Certik preverjanje, kako je kaj šlo temu projektu, ali so opravili revizijo. In če gremo na Certik spletno stran in se tukaj pomaknemo malček dol, vidimo, da žal revizija ni bila opravljena, imajo pa zelo visoko leaderboard oceno in sodi med top 20% med kriptoprojekti. Tako da v bistvu tukaj tudi nimamo kaj takega za preverjati. Za Certik varnostno preverjanje tako ta kriptoprojekt dobi le 5 od vseh možnih 25 točk. In tako, imamo skupno oceno. To je 52 od 100. Kar ta naš projekt uvršča, pod povprečno potrebnih je več raziskav. Ampak zdaj pa nas zanima, kaj si vi mislite o tem kriptoprojektu? Smo morda tudi mi kaj zgrešili, smo kaj spregledali? Kar komentirajte spodaj pod tem videom. Vsekakor se priporočamo tudi za všeček, deljenje tegale videa in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednje kripto raziskave. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem videu.